Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni na gimnaziji Celje Center. Veseli smo, da ste se odzvali našemu vabilu in se odločili, da današnje popoldne preživite v naši družbi. Že 10. leto zapored izvajamo projekt Veselje do znanosti in glede na polno dvorano smo na pravi poti. Letos v projektu sodeluje 27 šol in sicer prva osnovna šola Celje, tretja osnovna šola Celje, četrta osnovna šola Celje, osnovna šola Frana Kranjca, osnovna šola Frana Roša, osnovna šola Štore, osnovna šola Ljubečna, osnovna šola Griže, osnovna šola Frana Margaja Šentjur, osnovna šola Hruševec, osnovna šola Zreče, osnovna šola Šmarje pri Jelšah, prva osnovna šola Rogaška Slatina, osnovna šola Loče, osnovna šola Podgoro, osnovna šola Ob Dravini, osnovna šola Petrovče, osnovna šola Vransko Tabor, osnovna šola Dobrna, osnovna šola Livada Velenje, osnovna šola Mihe Pintarja Velenje, osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje, osnovna šola Rimske Toplice, osnovna šola Sveta Trojica, osnovna šola Bratov Polančičev Maribor, ekonomska šola Ptuj in srednja zdravstvena šola Celje. Veseli smo, da bomo danes skupaj odkrivali čarobnost eksperimentov. Najprej vabim ravnatelja gimnazija Celje Center, gospoda Gregorja Delejo, da vam izreče dobrodošlico. Drage učenke, učenci, dijakinje, dijaki, spoštovane mentorice in mentori, gostje današnje prireditve, zelo lepo vas je videti v tako velikem številu. Dobrodošli še enkrat na gimnaziji Celje Center in predvsem iskrena in velika hvala, da se odzovete takrat, ko vas povabimo. Gimnazija Celje Center kot članica mreže UNESCO šol z mednarodnim statusom si prizadeva predvsem to, da bi v prvi vrsti pri naših dijakih, torej tisti, ki so pri nas doma, poskušala zbujati tisto potrebno stopnjo radovednosti, ki sploh vodi v eno takšno kompleksno stvar, kot je znanost. In je tudi prvi pogoj,
da vas zanima, kako nekaj deluje, predvsem pa, da nikdar ne pozabite na eno zelo pomembno stvar. In sicer, da vedno, ne glede na priložnost in družbo, v kateri se nahajate, upate postaviti vprašanje. Ker samo tisti, ki ne vpraša, ostane neveden. Tisti, ki sprašuje, pa dobiva znanja, včasih bistveno bolj oprijemljiva kot mogoče tista, ko vam jih učitelji poskušamo posredovati izza naših katedrov, seveda z osnovno željo, da bi vas navdušili nad vsem tem, kar dela naš svet tako lep. Še posebej radi imamo 10. november. 10. november je namreč mednarodni dan znanosti za mir in razvoj, za svet naše prihodnosti, za točno tisti svet, ki ga boste vi, vsi tisti, ki danes sedite tukaj in ste mlajši, recimo od mene, kmalu prevzeli v svoje roke in vodili. In mi, starejši, si seveda želimo, da bi to znali početi marsikdaj bistveno bolje, kot znamo to mi. Zato še enkrat hvala, ker ste radovedni. Hvala, ker se odzivate pobudam vaših učiteljev, spoštovane mentorice in mentori, hvala, ker jih navdušujete in naj to navdušenje danes samo še stopnjuje v vas željo, da bi bili posebni, enostavno drugačni, predvsem pa angažirani, sledili svojim vprašanjem in svoji poti proti točno tistim ciljem, ki vas zanimajo, vznemirjajo in delajo takšne zvedane in radovedne mlade navdušence, kot ste. Želim vam, da v naši družbi preživite eno čudovito popoldne, da bo tudi vikend, ki prihaja, enostavno lep, prav takšno pa tudi to šolsko leto, ki naj vam bo še posebej naklonjeno. Hvala za vaš obisk in uživajte. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have almonds, but I can make an explosion. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brains, I will scream them loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my love song, prove I'm alright song. My power turn on, starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song, and I don't really care if nobody else believes, but I still got a lot of fight left in me. Losing friends and anxious to see. Everybody's worried about me. They say I'm in too deep. I'm in too deep. It's been 2 years, I miss my home. There's a fire burning inside my bones, and I still believe. And I still believe. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brains, I will scream them loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my
my fight song, take back my life song, wrote up my right song. But I'm starting right now, I'll be strong. I play my fight song, and I don't really care if nobody else believes, but I still got a lot of fight left in me. Now I still got a lot of fight left in me. Na naši šoli se zavedamo, da se ne učimo le, da bi vedeli, temveč da bi svoje znanje znali koristno uporabiti. Iz izkušenj vemo, da medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje prispeva k učinkovitosti in kakovostni promociji znanosti, ki postaja na tak način bolj razumljiva za vse in spodbuja mlade k hitrejšemu osvajanju novih znanj ter hkrati veča željo po inovativnosti. Naravnih zakonov ni mogoče dognati le z razmišljanjem in predpostavljanjem, temveč je teze potrebno dokazati v praksi, z eksperimentiranjem. In prav to bomo počeli v nadaljevanju današnjega dne. Naši današnji osrednji gostje so strokovnjaki Centra eksperimentov Maribor, ki nam bodo skozi eksperimente in predavanja predstavili v današnjem času zelo aktualno temo, dotaknili se bodo obnovljivih virov in energije. Z nami so diplomirani kemik Matej Žuljan, inženir fizike Andrej Devetak, Jelena Kosi in Tanja Jakopič. Izvolite. Lepo pozdravljeni, moje ime je Matej, prihajam iz Centra eksperimentov Maribor, veseli nas, da ste se odeležili v takšnem številu. Mi dva z Andrejem bomo predstavila nekaj stvari, nekaj eksperimentov in sicer jaz bom govoril o bioplastiki, ki je danes zelo aktualna. Kolega Andrej bo nekaj več povedal o energiji prihodnosti in na koncu bomo pa še nekaj povedali o tehnologiji vodika in o gorivnih celicah. Torej, vsi dobro vemo, da tehnologija včasih malo je počasna, kada jo najbolj potrebujemo. V teh 20 minutah vam bom jaz predstavil in povedal nekaj o bioplastiki in sicer najprej bom nekaj teoretično povedal skozi slajde in potem bomo to bioplastiko tudi sam naredil. In sicer v 21. stoletju živimo v obdobju plastike, obkroža vse okoli nas. Kot začetek bioplastike štejemo tam nekje konec 19. stoletja za izum nitroceluloze. V zadnjem času, po stoletjih, se ironično srečujemo z velikim problemom odpadne plastike v okolju in sicer okoli 4% pridelane nafte uporabimo za izdelavo plastike. Če operiram z nekaj številkami, leta 2010 je bilo na svetu proizvedenih 265 milijonov ton plastike. To si težko predstavljati, to je ogromna količina plastike, ki jo proizvedemo vsako leto. Zdaj v današnjem času že proizvedemo več kot 300 milijonov ton plastike. In ocenjujejo, da je leto 2006 vsaka kvadratna milja vsebovala okoli 46 tisoč enot plavajoče plastike. Ta plastika slejko prej konča v svetovnih vodah, v oceanih, in je to velik problem za živeče organizme.
Umetni polimeri, zakaj so tako uporabljeni, ne? Kaj so umetni polimeri, so materiali z visokimi molekulskimi masami, ne? So zelo poceni, zelo lahka je obdelava te plastike, ne? Industrijsko ima nekaj odličnih lastnosti, da je kemijsko inertna, ne? Se pravi, da ne reagira, ne? Kemijsko in da je dobro električno, toplotno, izolativno, ne? Dober izolator. Zato uporabljamo za različne namere, ne? Kot za embalažo, za shranjevanje hrane, kot plastenke, za gradbeni material, za cevi in za izolacijo kot vodnik, za izolacijo električnih vodnikov, ne? In seveda za igrače, ne? Tukaj imam prikazano eno tabelo, ne, časa razpadanja snovi v naravi, in če pogledamo recimo en bananjev lupek, tudi odvisno od pogojev, v katerem je ta bananjev lupek, ne, razpada nekje 2 meseca, ne, pa recimo, če vzajemo list papirja, če ga vržemo v naravo, bo razpadal tudi nekje 2 meseca, ne. No, en gumijast podplat razpade nekje od 50 do 80 let, ne, to je mišljeno, da popolnoma razpade, se pravi do osnovnih gradnikov, ne. Torej, tisti podplat, ki je bil nekje med drugo svetovno vojno nekje odvržen, ne, še zdaj, je komaj zdaj v tem času razpadel, ne, popolnoma. Konzerva, kovinska konzerva razpada nekje celo do 100 let, ne. No, potem pa ta velik problem, ne, ena plastična vrečka, ki jo odvržemo v okolje, ne, razpada od 400 do 500 let, ne, in recimo plenica okolje 500 let, ne. Tu je ta velik problem zaradi tega, ker je ta plastika zelo obstojna, ne, in v naravnem okolju zelo težko razpada. No, v sredini pa imamo bioplastika, ne, bioplastika pa razpade bistveno manj časa kot navadna plastika, ne, nekje 6 do 12 mesecev, odvisno od pogojev, ne, in pod posebnimi pogoji še prej, ne. Tukaj imamo prikazane obnovljive in neobnovljive vire, ne. Nafta, njeni derivati, tam imamo obnovljive vire, ne. No, tu imamo potem 2 sliki, ki predstavljata, kakšen velik problem je ta odvržena plastika v naravi, ne, v oceanih, kar se ovija okoli vratu živali, ne, in tudi ptiči jo zamenjajo za hrano in jo pojejo, ne, in potem ostane to v prebavnem traktu, ta plastika, ali pa jo preprosto živali zamenjajo za hrano, ne, in jo potem pojejo, ne. Polimer in plastika, samo na hitro povem, kaj je polimer, ne, poli pomeni mnogo, ne, meros telec v grščini, ne, to so spojine z visokimi morskimi masami, ne, in so medsebojno nagrajene se tako, da so medsebojno povezane te monomerne enake enote, ne, v verige, tako kot se lahko predstavljate kot sponke, posamezna sponka je monomer, ne, ki se potem poveže v takšno dolgo verižico, ne, in tako izgledajo te polimerne molekule, ne. No, od spodaj imamo oznake, te številke, ki so in ti trikotniki, to so oznake za različne plastike, z kateri monomerni material smo uporabili, katere monomerno enoto smo uporabili, ne, in lahko vidite recimo na plastenkah od spodaj, boste videli takšne oznake, ne. Tukaj mogoče vi, ko ste že imeli kemijo v 9. razredu, organsko kemijo, mogoče veste, o čem govorim, ne. Tako izgleda plastika kemijsko, ne, in zgoraj levo imamo polieten, ne, polietilen po starem imenovanju, ne, polipropen, vidimo, da so to ogljikovodiki, ne, ogljik in vodik C in H, ne, ki so povezani v dolge enote, enake enote, no, spodaj imamo polistiren, ne, to je po domače stiropor, ne, in vidimo, da so enake enote ti benzeni, ne, so povezani med seboj, in tukaj imamo PET, polietilen tetraftalatno plastiko, ki je plastika, ki se uporablja izključno skoraj za izdelavo teh plastenk, ne. Najbolj se uporablja za izdelavo plastenk. No, poznamo pa tudi naravne polimere. Glavni predstavniki so DNK, vsi poznate, ne, kot nosilec rednega zapisa, celuloza, to je les, ne, škrob je za shranjevanje energije, ne, in proteini ali beljakovine, ne, ki so
v katerih so sestavljeni encimi. Tu so pa ti predstavniki narisani kemijsko, ne. Levo od zgoraj imamo škrob, desno od zgoraj imamo celulozo, tudi tukaj vidimo ponavljajoče enote, ki so povezane med seboj, ne. Spodaj levo imamo aminokisline, ki se povezujejo v takšne dolge peptide in takšne dolge polomerne molekule, ne, in potem nastane protein ali beljakovina, ne. No, vsem poznano, desno spodaj je pa DNK, ne, in to so predstavniki naravnih polimerov. Biorazgradnja plastike poteka v naravi, tako smo povedali, ne, razgrajujejo mikroorganizmi in sicer kaj nastaje kot, če imamo biorazgradljiv polimer, ne, mikroorganizmi ali encimi razgrajajo to plastiko, v bistvu je to hrana, ne, in nastaja ogljikov dioksid kot produkt metabolizma, ne, voda in biomasa, še pravi še več mikroorganizmov, ne. Kako pa poteka sploh razgradnja plastike v naravi pod vplivom različnih dejavnikov, ne? In sicer pod vplivom svetlobe, zdaj najbolj vpliva na razgradnjo navadne plastike UV svetloba, ultraviolična svetloba, ker vsebuje veliko energije, ne? In pod vplivom ultraviolične svetlobe se plastika najhitreje razgrajuje, ne? Tudi toplota deluje, ne, na razgradnjo te plastike, kisik, ki je prisoten v zraku, in seveda mehanični stres, ne. No, tako pa zgleda ta simbol za biorazgradljivo plastiko, ki ga vidite tam zgoraj v Evropski uniji, OK kompost, ko piše, ne. Tako, če boste videli takšno oznako na raznih izdelkih, na teh biorazgradljivih vrečkah, ki uporabljamo za biološke odpadke, je takšno oznak, ne, v Evropski uniji. Tukaj na levo pa imamo v tej razpredelnici še druge oznake, ker se še zdaj niso znanstveniki zedinili, kakšna bo univerzalna oznaka, ne, in v Ameriki uporabljajo drugačne oznake kot v Evropski uniji. In to biorazgradljivo plastiko lahko odvržite na kompost in se bo razgradila, ne. In mikroorganizmi bo uporabljali kot hrano in rastline bojo njene produkte vsrkali kot hranivo, ne. Ja, še naprej. No, tako zgleda škrob, to se še verjetno učili, ne. Vidimo, da so takšne dolge verige, ne. Škrob je sestavljen iz amiloze in amilopektina, na levi strani imamo amilozo, to so takšne dolge verige, linearne, ne. Amilopektin je pa razvejan, vidimo, da je razvejana ta veriga, ne, in potem se sam škrob se grajuje v takšne, je tako razvejan in se tako uvija okoli, ne, in je razvejan, tako zgleda tukaj. No, sestavljen pa je škrob iz glukoznih monomerov, ne, povezani med seboj. No, zelo dober predstavnik, obetaven predstavnik nove plastike, ki je bolj okolju prijazna, je polimlečna kislina. In sicer, to mi je ravno kar kolega, ko smo pripravljali to delavnico, mi je pokazal ta napis, ki je sestavljen iz polilaktične kisline, polimlečne kisline, ne. In sicer to oznako je naprintal na tem 3D printerju, ne. In sem rekel, da me posodi za to predstavitev, se pravi, da lahko to polimlečno kislino uporabljamo tudi za moderne namene, ne, za 3D printerje. In sicer ta plastika je sestavljena iz mlečne kisline, ker se glukoza pa mlečna kislina se povežeta v mlečno kislino, v polilaktit. No, pa če hitro naredimo eno primerjavo, ne, med navadno plastiko, bom rekel, in bioplastiko. Bioplastika je zelo nova stvar, ne. Ko sem še jaz študiral, se še o bioplastiki ni kaj dosti govorilo, zdaj pa je to zelo aktualna zadeva. In če malo naredimo primerjavo, ne, za plastiko potrebujemo neobnovljive vire, ne, se pravi nafto in njene derivate. Pri bioplastika je narejena iz obnovljivih virov. Se pravi, tudi v sami proizvodnji, ne,
se uporabljajo nastajajo stropeni izpustni in toplogredni plini v fazi proizvodnje, ne? Pri bioplastiki tega ni. Ne? Bioplastika je hrana za mikroorganizme, navadna plastika, smo videli, da je velik problem, ker razpada tako dolgo. Ne? Navadna plastika je nevarna za organizme, bioplastika je v bistvu hrana za organizme, ne? Mikroorganizme, je dosti manjše breme za okolje, bioplastika kot plastika v plastiko, dajo tudi nekatere nevarne oksidante, ki pospešijo samo razgradnjo plastike, ki so zdravstveno oporečni. Predvidevajo, da tudi povzročajo raka, ne? Ali pa tudi hormonski motilci, ne? Se uporabljajo v tej plastiki samo zaradi tega, da se hitreje razgradi. Ne? No, in za enkrat v letu 2010 je bilo proizvedeno nekje slabi 1 milijon teh biopolimerov, ne? To je približno 1% vse plastike, ne? No, plastike pa še vedno proizvedeno več kot 300 milijonov ton in še ta številka še raste, ne? Kakšna je bila trajnostna rešitev za ta velik problem onesnaženja za plastiko, ne? Seveda učinkovita raba in izraba virov, ponovno, recimo, če uporabljamo eno vrečko, ne, iz plastike, kaj bomo naredili, ponovno bomo uporabili večkrat, ne bomo enkrat šli za njo v trgovino in jo potem zavrgli v smeti, ampak jo uporabljamo večkrat, ne. Potem recikliranje je tudi ena rešitev, ampak ni najbolj trajnostna zaradi tega, ker plastike ne moremo v nedogled reciklirati. Ne? Lahko mogoče 8-10krat recikliramo, potem pa zgubi svoje lastnosti. Torej, ločevanje odpadkov in da odvržemo to plastiko v zaboje, ki so namenjene za odpadno plastiko. Ne? Sežig plastike, potem spet nastajajo toplogredni plini, ne? Ali pa uporaba alternativnih materialov, namesto vrečke, nakupovalne vrečke uporabimo košaro. Nekateri so tudi, kaj pa je problem te bioplastike, ne? Sam škrob, proizvodnja samega škroba jemlje hrano, ne? Človeštvo, ne? Pač eni so, tisti, ko ne zagovarjajo bioplastike, so prepričani, da bioplastika odjema hrano človeštvu, ne? Zaradi tega, ker potrebujemo v bistvu lahko jo proizvedemo iz škroba, ne, kar bom jaz zdaj tudi storil. No, je pa vsekakor boljša bioplastika, vsekakor boljša rešitev kot umetna plastika, ne, uporaba plastike. No, zdaj bom pa, tukaj imam sestavine že pripravljene, ne, in bom naredil to bioplastiko, tukaj bom zdaj skuhal, pa bom potem malo pogledali kako primerjali z običajno plastiko, kakšne lastnosti ima. No, rekli smo, kateri polimer bom uporabil za proizvodnjo te plastike, ne. Uporabil bom škrob, to je koruzni škrob, ne. In bom dobro premešal, ne. Naslednja sestavina je ocetna kislina, ne. Vsi poznate, to je kis, ne, za kisanje solate, ampak ta je malo bolj koncentriran kot navadni kis za kisanje solate, ne. Vse moramo dobro pomešati. In na koncu še dodamo plastifikator. To je glicerol, ki ga vmešamo v vse sestavine predhodno dodane, ne. No, na koncu še lahko dodamo malo barvila, po želji, kakšno barvo želimo, ne.
Tukaj imam takšno naravno barvilo, ki se uporablja za živila, ne, za peko peciva in takšne zadeve. Tako, zdaj, ko so se vse sestavine dobro pomešale, moramo dovajati toploto, zaradi tega, ker proces plastifikacije, reakcija plastifikacije potrebuje toploto, se pravi, da je endotermni proces in moramo toploto dovajati. Zdaj bomo mogli malo počakati, da se vse segreje, ne? In naprej se ne bo nič dogajalo, potem pa naenkrat se začne tako zgoščevati in vedno bolj postaja podobno plastiki. No, na to, ko je plastika narejena, bi še mogli popravim dati v sušilnik pa sušiti kakšen dan, da bi vsa voda izparela iz te plastike, ampak seveda tu tega ne bomo delali, ne? Tako da bo zdaj plastika malo bolj prožna, ker bo še vsebovala vodo, ki jo moramo na koncu izpariti, ne? Imam pa že tu narejeno plastiko, ki si naredil po istem postopku in ko bi probali, bi videli, da je že kar podobno, ne? Pravi plastiki. Lahko daš malo polja, malo pogleda. Zdaj ne priporočam, meni dobro bavajo, pa taki okus ima, ne? Evo, no, zdaj se je začela ta plastika zgoščati. Če vam pokažem, ne? Aha, imaš kamero. Vidite, ne? Kakšna je zdaj nastala takšna osta, ne? Ne vem, kako je rekel, sluza, eni pravijo, ne? Pa še malo mogoče. Kaj se zdaj tu dogajalo, nekaj smo dodali glicerol, so se te vezi, ki so bile razvejane, ne? Tako smo prej pokazali, ta škrop, da je razvejan, se je lepo poravnal v linearne oblike, ne? In zaradi tega potem dobi takšno lastnost kot plastika. Zdaj je že v bistvu plastika nastala, ne? Ampak še malo se grevamo, še malo vode izpari iz same te mešanice, ne? Tako. Zdaj je narejeno. Zdaj pa dajmo ustrkati. Se vidiš? Aha, super. Zdaj bomo to plastiko prelil v to. Evo, vidite, ne? Zgleda kot žele bombonja, takega, ne? Čez nekaj časa, ko bomo pustili na zraku, da se bo posušila, bo pa dobila takšne lastnosti in bo tako izgledala kot tista plastika, ki smo jo dali okoli, ne? Evo. Moramo še malo počakati, da se še malo ohladi, ne? Ampak tako izgleda potem ta plastika, ne? Na začetku. Če bo dali v sušilnik na 60 stopinj za kakšen dan, bi se potem lepo sprimila skupaj in potem bolj izgledala kot umetna plastika, ne? In zdaj, če bi lahko reči, naredili iz te plastike, verjetno težko z takšne plastike je pa na nas, inženerjih in na kemikih, ne, da čim bolj da najdemo kakšno kombinacijo sestavin, da dobimo čim bolj plastiko, lastnosti plastike, ne, fizikalne lastnosti plastike, ki je podobna te umetni plastiki. Hvala lepa za posluh, za oba.
kolega Andrej povedal nekaj o energiji prihodnosti, ne? Kar se navezuje tudi na to bioplastiko, ne? Do neke mere. Tako, pozdravljeni še z moje strani, jaz sem Andrej in sem bil zadnje 20 minut tukaj tihi pomočnik. Jaz bom, zdaj kolega vam je že malo povedal o materialu prihodnosti, jaz bom pa še malo povedal o energijah prihodnosti. Zdaj, vse življenje potrebuje energijo, brez energije ne gre, ljudje pa smo še razvili civilizacijo, pri čemer potrebujemo ne samo energijo za voljo obstoj, da lahko živimo, ampak da lahko tudi ta civilizacija teče. Torej, potrebujemo energijo za gretje prostorov, za prevoz in pa seveda tudi za elektriko. Pod elektriko pa bi lahko zdaj 2 uri našteval, kaj vse je potrebno. Torej, prva stvar, s katero se moramo zavedati, je, brez energije pač ne gre. To je dejstvo. Drugo dejstvo pa je, na svetu je vedno več ljudi, vedno več razvitega sveta, vedno več urbanega prebivalstva, ki potrebuje vedno več dobrin. Torej, kot vidimo tale graf tukaj, se potreba po energiji povečuje. Torej, lahko smo varčni, lahko optimiramo, ampak v končni fazi ne bomo tako mogli dalje priti, lahko zmanjšamo sicer porabo energije do neke mere, ampak v končni fazi se moramo zavedati, da se poraba po energiji povečuje in to pač moramo sprejeti kot naslednje dejstvo. Zdaj pa tu je naš prvi problem. Pokrivanje svetovnih potreb po energiji izgleda nekako takole, da je nekje četrtina iz plina, četrtina iz premoga in pa skoraj tretjina iz nafte. Torej imamo dobrih 80% vse energije iz fosilnih goriv in samo 20% iz obnovljivih oziroma recimo temu zelenih. Pri tem, če še malo pogledamo tele zelene, ugotovimo, da je kar 87% vse energije iz neobnovljivih virov, namreč tudi jedrska energija potrebuje uran, ki ga kopljemo, in pa 91% vse energije vsebuje neke izpuste toplogrednih plinov, namreč biomasa, ko bomo kasneje omenili, ima tudi te izpuste. Zdaj pa se moramo vprašati, v kakšnem svetu želimo živeti? Želimo živeti v Londonu leta 1952, ko se je zgodil veliki londonski smog, kjer so določene vremenske razmere kot posledico prinesle, da se je ves ta smog, vsi te izpusti iz tovarn, elektrarn, ki so bile ob okolici Londona, se je vse zbralo v samem Londonu in v roku prvega tedna, to je trajalo nekje 4 dni vse skupaj, v roku enega tedna je bilo 4000 mrtvih Londončanov, v roku enega meseca 12000 mrtvih in pa vsega skupaj 100 000 ljudi, ki so imeli neka obolenja dihal. Jaz ne bi ravno v takem svetu živel. Potem, to je bilo v preteklosti, ne? Ampak poglejmo si Peking. Peking, letošnje leto, marec, sicer zelo napredno mesto, ampak v tem smogu komaj da vidimo kakšne zgradbe, ne? Zdaj pa si pogledamo, kako se je London razvil v teh 70-ih letih. London danes je zelo čisto mesto. Marsikatera raziskava ga uvršča med top 10 najbolj zelenih mest na svetu. Ampak dobro, London je že dolgo časa, je že zelo razvito mesto. Kaj pa azijska mesta, ne? Torej, v Aziji vemo, da se hitreje vse skupaj razvija. Imamo primer Singapur. Singapur ima ogromno gospodarsko rast, pa niso šli na ceno slabega okolja. Tudi Singapur se uvršča med top 10 najbolj zelenih mest na svetu. No, tukaj imamo okolico enega kitajskega mesta, kjer je ogromno elektrarn na premog. Spet ni ravno najlepši zrak, ne? To imamo pa irsko podeželje. Torej, imamo vetrnice, lahko se goji, se lahko kmetuje zraven vetrnice in pa zrak je čist. Tukaj imamo tudi okolico ene jedrske elektrarne, spet nobenega smoga, nobenih umazanih izpustov, lepa okolica. Zdaj pa je seveda veliko vprašanje. Tisti graf prej, kako teh 20% zelene barve narediti v skoraj 100% zelene barve. To je seveda izziv, ki nas čaka vse in tudi vaša generacija, še posebej vaša generacija, bo veliko lahko pri temu prispevala. Prvi odgovor, ki že nekaj časa ga poznamo, so seveda obnovljivi viri energije.
ampak smo videli, da smo komaj pri 20% te uporabe. Torej, teh znanih 5 obnovljivih virov je vodna energija, sončna energija, vetrna, biotermalna energija in pa biomasa. Zdaj, tukaj na sredini imamo še grafikon, koliko procentov teh obnovljivih virov v Sloveniji dobimo. Torej, 90% dobimo mi iz vodne elektrike in pa potem približno 5% iz vetrne energije, iz sončne energije in pa nekje 5% iz biomase. Vetrna energija, imamo 2 ali 3 vetrnice, torej ne ravno dosti, geotermalna pa pri nas ni ravno uporabna. Tak, pa gremo na hitro si malo pogledati za vseh teh 5 virov. Ne? Torej, pri vodni energiji pretvorimo to potencialno energijo vode, torej iz višine spravimo niže in to spremembo pretvorimo v električno energijo. Pri tem resniči izkoriščamo sončno energijo, kajti sonce poganja vodni krog. V vodnem krogu ste, upam, da ste zdaj že vsi učili. Da na kratko samo povzamem, vodni krog je, imamo neko jezero ali pa morje, kjer sonce povzroči izhlapevanje vode, voda izhlapeva v oblake, oblaki na to jih veter ponese proti notranjosti, tam dežuje in potem ta dež pada na ledenike ali pa kakšne više ležeče pokrajine in potem z rekami pride ta voda nazaj, mi pa lahko tukaj po rekah postavimo hidroelektrarne. Zdaj pa kot vsaka stvar ima prednosti in slabosti. Torej vsekakor velika prednost je, nima nobenih izpustov in pa seveda je zelo zanesljiva. Torej ne bo kar naenkrat zmanjkalo vode. Ne? Pa tudi, če se izkazuje, da bo zmanjkalo, vidimo, koliko imamo še vode v nekem nizu. In pa seveda lahko tudi nastavljamo, koliko te energije hočemo uporabiti. So pa tudi slabosti. Torej, ko mi postavimo jez za hidroelektrarno, smo drastično spremenili okolico. Torej, spremenili smo sam izgled okolice, uničili smo cel ekosistem. Kasneje se sicer lahko nov ekosistem izpostavi, ampak na začetku je velika cena za plačati. Potem, če jez popusti, lahko poplavimo celo strugo spodaj, tako da je potencialna nevarnost katastrof, ampak so zelo, zelo redke. In pa seveda še en problem je geografska omejitev, ne moremo jo postaviti kjerkoli, ampak samo tam, kjer imamo reke. Naslednja je sončna energija. Tukaj pretvorimo svetlobno energijo v električno energijo, lahko naredimo na 2 načina. En je direktno s sončnimi celicami, to lahko vidite tudi na tehle naših hiškah tukaj in pa še tukaj imamo ene sončne celice. In pri teh sončnih celicah direktno pretvorimo sončno energijo v električno energijo. Če jaz prižgem tole luč tukaj, vidimo, da se mi bi morala tu nekje prižgati ena stvar. Bi se prižgala, če mi ne bi kolega vsega skupaj razštelal, ne? Ok, bomo pa tukaj razložili, ne? Torej, tukaj sončna energija direktno pada na sončno celico, oziroma v tem primeru umetna svetloba, saj oboje je v redu, in se kar pretvori tukaj na podlagi enega takega kvantnega pojava. Velika beseda, vem, ampak se boste potem to v srednjih šolah in pa kasneje še slišali. Druga možnost pa je seveda, da uporabimo velika zrcala, s katerimi koncentriramo vso sončno svetlobo v eno točko, kjer potem segrevamo nekaj vode in ta voda potem poganja neko mehansko turbino. Kar pustim še. Seveda, tudi sončna energija ima velike pluse in pa velike minuse. Torej spet nima nobenih izpustov, zelo tiho delovanje. Kar se tiče dostopnosti, lahko ne rabimo imeti ogromno denarja, da si postavimo svojo sončno elektrarno, konec koncev. Že tukaj imamo sončne celice, na tako sončno celico bi lahko, mogoče celo telefon polnili. In pa tudi, recimo, imamo na strehah lahko, ne. Seveda, pa tudi potem, ko enkrat imamo postavljene sončne celice, so zelo nizki obratovalni stroški, ne rabimo dosti sredstev za vzdrževanje, ampak slabosti so pa po drugi strani zelo draga izdelava in ta draga izdelava celo tako zasenči te kasnejše stroške, da je sončna energija ena najdražjih energij, ki jih trenutno poznamo. In pa problem je tudi, da te sončne celice vsebujejo silicij, pri katerem je pa zdaj precej zelo umazane težke industrije. Tako da se moramo vedno pri vsaki stvari zavedati, ne samo kako fajn je, ko enkrat je nekje postavljena pa deluje, ampak tudi se moramo vprašati, koliko energije pa vsega ostalega je šlo v izdelavo in pa tudi potem, ko enkrat to ni več uporabno,
koliko moramo porabiti za odpad. In v tem primeru sončne celice imajo svoje negativne strani. Seveda je problem sončnih celic tudi zanesljivost. Torej, če pride slab dan, grdo vreme, imamo zelo malo energije in moramo potem z nečim drugim to krpati. In pa seveda tudi sama geografska omejitev, ne moremo recimo na Norveškem ali pa na Antarktiki jih imeti, ker je enostavno premajhen sončni tok. Pa še zadnji problem je, da potrebujemo zelo, zelo veliko površine. Torej, recimo za eno jedrsko elektrarno bi morali imeti sončnih celic za tako nekje 6 kvadratnih kilometrov. Zdaj, če si lažje to predstavljate, to je recimo celotna Ljubljana z okolico. No, potem pa imamo vetrne elektrarne. Vetrne elektrarne pretvorimo vetrno energijo v električno energijo. Recimo, tukaj imamo eno takšno majhno vetrnico in tukaj velja omeniti tudi, da človek je uporabljal energijo vetra že daleč pred elektriko. Ne? Torej, ko smo imeli jadrnice že imamo od antike, vse jadrnice je poganjal veter, tako da z vetrom smo že kar dolgo časa dobri prijatelji. In pa tudi mlini na veter so bili že kar lep čas, ziher ste videli kakšnega tle na Nizozemskem. No, torej, podobno kot smo, torej ste videli, takoj ko sem izklopil tole luč, se je tudi tale luč ugasnila. Zdaj pa, če jaz prižgem tale ventilator, rabi tale vetrnica hip, da se zažene, ampak kakor hitro se zažene, vidite, torej to energijo vetra pretvarjamo v tole električno energijo in potem prižgemo te dve lučki. Previdno, ker je tale vetrnica. Ok, zdaj pa spet prednosti pa slabosti, ne? Torej, spet ni izpustov odlično in pa zelo poceni obratovanje, ker spet veter nas nič ne stane. Tukaj je tudi okolica zelo uporabna še vedno za obdelovanje, torej lahko postavimo vetrnico dobesedno na sredi kmetije, pa ne bo nobene škode. In pa tudi lahko postavljamo manjše vetrnice, marsikje. Potem pa imamo spet določene probleme, torej veter ni konstanten, ampak se lahko spreminja, torej pomeni, da ne moremo se ves čas zanašati, da bomo imeli toliko moči, kot jo želimo. Velike vetrnice povzročajo tudi precej hrupa in pa problem, s katerim se predvsem Slovenija tudi ubada, je, da mora lokacija imeti dovolj močan veter v povprečju. Slovenija ima v bistvu večina teh nizkih leg, ima v povprečju prepočasen veter, da bi bil primeren za vetrne elektrarne, tako da Slovenija v nasplošnem ne more računati preveč na vetrno energijo. In pa spet je problem, da te turbine, ki so znotraj vetrnic, potrebujejo zelo močne magnete, tukaj pa spet zadaj kar precej umazane industrije. Kot zanimivost, Kitajci postavljajo zelo veliko vetrne energije, torej Kitajci, se spomnimo prej, kak je Peking izgledal, oni se zavedajo tega problema in zelo aktivno delujejo na iskanju rešitev in ena izmed rešitev je, da postavljajo cele farme teh vetrnih elektrarn, to je dobesedno tisoči vetrnih elektrarn na kupu. Potem še nakratko o geotermalni energiji. Geotermalna energija pa dejansko uporablja energijo vroče notranjosti Zemlje, ki prodira na površje in jih nato preko turbin spet pretvarjamo v električno energijo. Zdaj, geotermalna energija ni samo primerna za proizvodno električne energije, ampak tudi za ogrevanje stavb, pa ogrevanje vode. Je zelo čista in varna za okolje, je brez škodljivih izpustov in pa zavzame zelo malo prostora sama elektrarna. Je pa problem zelo omejene lokacije. Torej, se pravi, moramo imeti dejansko tam neke termalne vrelce, to se običajno dogaja, se nahaja tako na tehle tektonskih prelomnicah in tako. Torej, recimo Islandija ima ogromno geotermalne energije, v Sloveniji pa ne moremo ravno imeti kaj dosti. Problem pa je tudi, da so visoki stroški, sicer še vedno nižji kot pri sončni elektrarni. In pa moramo paziti, kako hitro črpamo to energijo, ker če hitro črpamo, smo zmanjšali tale pretok in se potem nam na dolgi rok ne splača. No, zadnja, peta oblika teh obnovljivih virov je še biomasa. Biomasa zavzema vse snovi biološkega izvora, poznamo predvsem torej rastlinskega, les, organski odpadki, slama in pa tako naprej. Biomase v Sloveniji vsaj porabimo večino dejansko za ogrevanje prostorov, torej
v Sloveniji segrevamo več kot 100 tisoč stavb samo s pomočjo biomase, torej kurimo na drva. Ne? Ampak nekaj malega se pa da tudi za proizvodnjo elektrike dobiti. Pri biomasi je vsekakor veliki plus, da je velika dostopnost goriva. Torej, gremo v gost, nasekamo nekaj drv ali pa gremo do smetnjakov, pa imamo bio odpadke in vse to lahko zakurimo. Potem prispeva k čiščenju gozdov in narave, kajti ne rabimo lepih, zdravih dreves, ampak lahko tista polana drevesa vzamemo iz gozdov, ker kar se tiče energije pri kurjenju so čisto enako uporabna. Potem razvoj podeželja je veliki plus, kajti potem lahko delamo večje gozdove in tako naprej, pa ni nevarnih odpadov. Je pa seveda tudi, so spet določeni minusi, sama tehnologija je precej draga, potrebujemo velike površine za gojenje tega goriva, torej cele gozdove, ali pa če želimo kmetovati, da posadimo razna biogoriva, zmanjšamo površine za pridelavo hrane, kar pomeni, da lahko pomeni to podražitev cen hrane, kar pa v današnjem času ni ravno fajn. No, potem tudi en vir, ki je alternativa fosilnim gorivom, je jedrska energija. Danes uporabljamo energijo iz cepitev jeder, torej to pomeni, imamo en veliki atom, naprimer urana, in ga razcepimo na dva manjša atoma, pri tem pa se sprosti nekaj energije in mi to energijo uporabimo, da spet segrevamo en velik kotel vode in potem preko pare poganjamo turbino in dobimo elektriko. Zdaj pa tudi jedrska energija ima seveda pluse pa minuse. Je med najcenejšimi oblikami energije, je zelo zanesljiva, torej prižgemo elektrarno in teče, ni nekega nihanja, nima nekih izpustov toplogrednih plinov, torej nima nobenega CO2-ja, ne izpuščamo pri jedrski energiji, ker vemo, da danes je ogljični odtis zelo pomemben. Potem pa tudi stranski produkti so nekateri uporabni v medicini, pa arheologiji in tako naprej, seveda pa poznamo tudi slabosti. Eno so radioaktivni odpadki, ki jih moramo nekje skladiščiti in trenutno so to še veliki problemi in pa tudi izzivi jedrske varnosti in pa tveganje jedrskih nesreč. Vsi vemo Černobil pa Fukushima, ampak tu je treba poudariti, da če se ravna tako, kot je treba, recimo v Sloveniji na Krškem imamo zelo usposobljene strokovnjake in za Krško ne rabi biti nobenega strah, da bi se kakšna nesreča zgodila. Potem pa ste verjetno še slišali za fuzijsko energijo, to je energija prihodnosti, ampak vprašanje je, kdaj. Torej, vedno se reče čez 20 let, ampak že pred 30 leti so rekli, bo čez 20 let. Tako da še ne bo tako hitro, ampak vsekakor vaša generacija lahko tukaj prispeva k nadaljnemu razvoju in mogoče bo vaša generacija dejansko doživela tudi, da bo večina energije pridobljena iz fuzijske energije. Zdaj pa še eni problemi, s katerimi problemi se srečujemo pri elektriki. Torej, naša vlada se je letos odločila, da po letu 2030 več ne bomo mogli registrirati nobenih avtomobilov, ki imajo bencin, ki so na bencin, nafto in tako naprej, ampak samo še na elektriko, pa mogoče na vodikove celice, kar pomeni, da se bo poraba po energiji še povečala. Zato to ni edini problem. Problem je tudi v tem, ko smo mi doma, pa ko mi spimo, porabimo malo energije. Ko pa pridemo iz službe, pa vsi kuhajo kosila, gledajo televizije in tako naprej, se poraba po energiji zelo poveča. Torej, ko vidite tale graf tukaj zgoraj, dejansko kaže, kako se čez dan spreminja poraba električne energije. In mi zdaj ne moremo kar tako imeti nekaj elektrike, ki bo sedela v žicah pa čakala, da jo bomo porabili, ampak moramo vsak trenutek enako količino energije proizvesti, kot jo tudi porabimo. In tukaj zdaj, recimo, ko imamo sončne elektrarne pa vetrne elektrarne, tukaj si ne moremo mi zmisliti pa reči vetrnici zdaj pa pihaj hitreje. Ne gre. Torej moramo nekako ali imeti neke elektrarne, ki čakajo, da jih prižgemo samo takrat, ko jih potrebujemo, ali pa bomo morali velike količine te energije hraniti nekje. In to je en veliki problem, ker še trenutno nimamo primernih načinov, kako hraniti dovolj učinkovito. Torej, tukaj vidite ena velika preglednica vseh možnih načinov, kako lahko hranimo elektriko. Naj samo omenim te črpalne hidroelektrarne, to deluje dejansko tako,
da imamo neke hidroelektrarne, ki imajo možnost črpanja vode nazaj gor in potem, ko potrebujemo več električne energije, to vodo spet spravimo nazaj dol. Potem seveda baterije, baterije lahko hranimo elektriko in pa vodikove tehnologije, o tem bo pa kolega kmalu več povedal. Zdaj pa, da še enkrat povzamem vse skupaj. Torej, izzivi, s katerimi se srečujemo, se bomo še srečevali in jih enostavno moramo rešiti, če hočemo napredovati. Torej, fosilnih goriv bo slej ko prej zmanjkalo. Ni vprašanje, ali bo, ampak samo kdaj bo. In tudi mimogrede potem bomo morali plastiko delati na drugačne načine. In pa tudi bi rekli, ok, fosilnih goriv bo zmanjkalo, samo imamo jedrsko energijo. Ja, ampak tudi jedrske energije imamo samo za nekaj 100 let urana na voljo. Torej, slej ko prej se moramo osredotočiti, kako vseh 100% energijskih potreb zadovoljiti samo iz obnovljivih virov. Drugi veliki problem, s katerim se srečujemo, pa je, da bomo imeli še večjo nihanje porabe električne energije in pa seveda tudi večjo porabo. In pa iz obnovljivih virov smo ugotovili, da je vedno bolj nezanesljivo, koliko je bomo dobili, torej je veliki problem, kako ohraniti to električno energijo. In s tem se bomo vedno bolj srečevali in tukaj spet je ena izmed možnosti vodikova tehnologija. Tako, torej, tehnologije prihodnosti so v vaših rokah in glavah in ko boste vi doštudirali, upam, da čim več od vas iz nekih naravoslovnih ved, bomo vsekakor potrebovali vaša znanja, da boste vodili svet naprej. Tako, hvala z moje strani. Kolega je povedal nekaj o energijah prihodnosti in vsekakor ugotavljamo, da mogoče že vi, ali pa če ne vi, zagotovo vaši otroci se bojo srečevali z velikim problemom, ker bomo mogli zamenjati nafto za nekimi alternativnimi viri energije. Vemo, da potreba po energiji je vedno večja, ljudi je vedno več. In zdaj vprašanje ni, kdaj bo nafta zmanjkalo. Vprašanje je, kdaj bo nafta ne bo več rentabilna za črpanje, kdaj več se ne bo splačalo nafti črpati. In sicer, če tukaj imam 3 slike, leta 1930 so za energije enega sodčka nafte so izčrpali 100 sodčkov nafte. Leta 1970 so dobili še samo 25 sodčkov nafte iz energije vložene iz enega sodčka nafte. Zdaj v letu 2017 vložimo, da dobimo 10 sodčkov nafte, proizvedemo 10 sodčkov nafte, potrebujemo energijo enega sodčka nafte. Se pravi, 1/10 energije gre samo za črpanje nafte. In zaradi tega je vsako leto črpanje nafte zahtevnejše in posledično dražje. Tako da tehnologija izkoriščanja alternativnih virov energije vse bolj izpodriva nafto, zaradi tega, ker je nafta vse dražja v zadnjem času in prihodnost vsekakor v pridobivanju elektrike iz obnovljivih virov energije. Zaveste, vse gre na elektriko, tudi avti bodo šli slej ko prej vsi na električno energijo. Vendar, kaj je problem, cena elektrike iz obnovljivih virov in okolju prijaznih virov višja. Kolega je povedal, da je že sama proizvodnja teh sončnih celic draga. Evropska unija namenja ogromne vsote denarja, nekje približno 40 milijard evrov letno v subvencioniranje obnovljivih virov energije in zaradi tega je električna energija v Evropi ena najdražjih na svetu. In kot alternativa temu povedanemu nafti je najbolj obetaven vodik. Zakaj vodik? Najbolj pomembna stvar pri vodiku je to, pri izgorevanju vodika nastaja samo voda. Nimamo ogljičnega odtisa in zaradi tega je tako aktualen, ima pa tudi nekaj dobrih in slabih lastnosti, ki jih bom zdaj povedal.
vodik je obnovljiv vir energije, ker je v bistvu kemično vezan v vodi, tudi v ogljikovodikih, v nafti je vezan ta ogljik in zato so njegove zaloge praktično neomejene, rečemo, da je obnovljiv vir. Ob izgorevanju ostaja samo voda, se pravi, nimamo okolje nevarnih emisij in ima zelo visoko gostoto energije na enoto mase. 3-krat večjo gostoto energije ima vodik na kilogram kot recimo nafta. Ima zelo visoko kurilno vrednost, kot sem že povedal, ne povzroča korozije, to je zelo pomembno, in ni strupen za človeštvo. Tukaj imam narisan Space Shuttle, mogoče mislite, da ko gledate to raketo ameriško, ki poleti v vesolje, kakšne velike emisije se tu sprostile. Kaj imamo v teh rezervarjih te rakete, imamo samo tekoči vodik in tekoči kisik. Se pravi, produkt izgorevanja tega raketoplana je samo voda. No, potem imamo Cepelin, to je znana nesreča, kjer so uporabljali vodik, ker je lažji od zraka. In pri gorenju vodika, tukaj imamo recimo ta ogenj, ki je propanski ogenj, ki smo prej uporabljali, in vodika v plame, ki je v bistvu skoraj neviden. Kaj pa so slabosti vodika? Če je bilo vse tak super, bi že zdavle zamenjali nafto z vodikom. In sicer ima majhno gostoto energije glede na volumen. Ima veliko gostoto energije glede na maso, ampak malo gostoto glede na volumen. Tukaj imamo ene takte škatlice in vidimo recimo količina vodika, recimo kilogram vodika pri eni atmosferi 0 stopinj Celzija, pri normalnih pogojih, lahko rečemo, zavzema 1400 litrov, pri čemer dizelsko gorivo zavzema samo pol litra, to je malo manj kot kilogram potem. No, in vidimo, kakšne velike volumen zavzema ta vodik, če hočemo pridobivati energijo iz njega. No, molekule vodike, kot vsi veste, že zdaj so zelo majhne in zaradi tega zlahka difundirajo, prehajajo skozi stene posode, kar je problematično za skladiščenje in transport. V naravi ni neposredno dostopen, vsaj na Zemlji, v vesolju ga je ogromno vodika, na Zemlji je pa slej ko prej je vezan, če v zraku se tudi veže v vodo ali druge produkte, z drugimi elementi. In seveda obstaja nevarnost eksplozije, veste, da je vodik eksploziv, zaradi tega obstajajo pomisleki glede varnosti pri uporabi v transportu kot gorivo za avtobuse, avtomobile in tako dalje. Tu so na kratko samo vodikove tehnologije, ki so usmerjene v pridobivanje, shranjevanje elektrokemično pretvorbo. Tukaj imamo shemo, imamo več načinov pridobivanja, nekaj malega vam povedal, shranjujemo jih vodik shranjujemo v tlačnih posodah, ker ga komprimiramo pod visokim tlakom, zavzame manjši volumen, večji tlak, ko je v posodi manjši volumen, je tega vodika, kar želimo. Potem tehnologija metal hidridov, to so pa takšni posebne polimerni kovinski materiali, ki absorbirajo ta vodik, je najbolj obetaven za transport, se pravi za shranjene vodika pri avtomobilih za transport. No, poznamo pa tudi različne elektrokemične pretvorbe vodikovih celic, kar bom tudi prej več povedal o tem, poznamo več tipov vodikovih celic, samo toliko za informacijo, jaz jih ne bom našteval, bomo pa izpostavili samo eno, kako pridobivamo vodik, imamo več načinov pridobivanja vodika, lahko ga pridobivamo termično, z pirolizo, z uplinjanjem pod visokimi tlaki in visokimi temperaturami, pri tem seveda potrebujemo nekaj energije in tudi pride do emisij ogljikovega dioksida, lahko ga dobivamo iz naftnih derivatov, kot so metan, premog, nafta in tudi iz biomase pri pirolizi. No, potem lahko ga pridobivamo elektrokemično z elektrolizo. Jaz bom tu pokazal ta način pridobivanja vodika, se pravi, da dovedemo energijo, električno energijo za razgradnjo vode v vodik in kisik. To je elektrokemična
metoda in fotoelektroliza, podobna zadeva, kjer kot vir energije lahko uporabljamo sončno energijo, tako da boste tukaj videli, ne? In zelo obetavna tehnologija, pa tudi biološka, z fotobiološkim procesom, bom zdaj povedal nekaj o tem. Prej pa še o elektrolizi, tu zdaj ne bi dolgo razlagal, ne? Gre za to, da z dovajanjem elektrike elektronov, ne? Z to energijo elektrike razdelimo, ne, pač ločimo, ne, vodo na vodik in kisik. No, fotoelektroliza je podobna zadeva, zgoraj imamo solarne panele, ne, ki proizvajajo elektriko in potem v elektrolizerju, ne, ločimo to vodo na vodik in kisik, ali pa zdaj že bolj napredni sistemi, ne, tehnologija v pridobivanju vodika že zelo napreduje, ne, imamo že fotoelektrokemične celice, monolitne, ne, kjer že združuje obe tehnologiji solarnih panelov in elektrolizerja, ne, v sami celici, ne, in so izkoristki tako pridobljenega vodika boljši kot pri ločenem sistemu solarnih panelov in elektrolizerov. No, zelo se razvijajo biološke metode, tudi na Inštitutu Jožef Štefan razvijajo te biološke metode. Tukaj imamo en takšen bioreaktor, kjer imamo posebne alge in bakterije, cianobakterije, ne, in zelene alge, ki pod posebnimi pogoji, kjer nimamo dovolj žvepla v okolici, ali pa jim vzamemo kisik, ne, in potem se njihov metabolizem tak spremeni in se pravi vsebuje encime, ki proizvajajo samo vodik v posebnih pogojih, ne. Se pravi, tudi bakterije lahko proizvajajo vodik pod nekaterimi pogoji in posebne bakterije, ki imajo te lastnosti. No, to pa je najnovejša tehnologija, nedavno odkrita, ker so na ameriškem inštitutu za vojsko, ne, v vojaškem inštitutu so odkrili novo način proizvodnje vodika za potrebe vojske in sicer tukaj imamo takšno posodico z nanodelci aluminija, ne, nanotehnologija je zelo aktualna in se zelo razvija, ne, imamo takšne zelo mali fini prah aluminija, ne, ki ga damo v bazični vodni vedi, ne, in tako reagira, nastaja aluminijeva sol, ne, in sprošča se vodik. Tudi tako jaz proizvajam vodik v laboratoriju pri nas, ne, z aluminijem in z baznim vodnim okoljem. No in potem lahko to uporabljamo za gnanje tanka, recimo, ne, tu ima takšen mali model tega tanka. No, zdaj bomo nekaj povedali o gorivnih celicah. Zdaj preden bom povedal nekaj o gorivnih celicah, bom začel izvajati eksperiment. In sicer, če se vrnemo nazaj, ne, tukaj imamo, zdaj smo to, ja, tukaj imamo, tako kot je kolega povedal že, solarni panel in to vetrnico, ne, kjer bomo proizvedli iz obnovljivih virov, ne, če se predstavljate to elektriko in, imaš tukaj kamero v redu, to je ta elektrolizer, ne, meni v angliščini je nekako lažje povedati, elektrolizer, ne, elektrolizer. Tukaj pa imamo en takšen avtomobil, ki ima gorivno celico, ki je tudi ob enem elektrolizer, ne. Se pravi, gorivna celica lahko ob enem deluje kot elektrolizer, da vodo razcepi v vodik in kisik in obratno, ne, da spajamo vodik in kisik v vodo in dobimo električno energijo, ne. Se pravi, je reverzibilna. No, tukaj imamo zdaj povezano to solarno celico in to vetrnico z tem panelom. Ta panel je samo to, da združi vse skupaj, ne, sporedno vezavo naredimo in bomo polnili, tukaj bomo proizvajali vodik in tukaj bomo proizvajali vodik in kisik, ne, in tudi vodik in kisik. No, torej, tu imamo vire energije, tukaj imamo dva rezervarčka, na enem se bo proizvajal kisik, na drugem vodik. Imamo takšne posodice, ki so potopljene, zdaj so napolnjene z vodo, ko se bo začel proizvajati vodik in kisik, pa boste videli, kako bo
ta plin izpodrival to vodo iz te posodice, narobe obrnjene posodice in se bo prav videlo, kako nastaja vodik in kisik. Ko bom jaz vključil vir električne energije, tako. Aha, tukaj že vidimo ta dva rezervoara, na enem bo nastal kisik, na drugem, na levem bo nastal kisik, na desnem vodik. Damo da boste tole. Te pa daj ti naredite, Zdaj hkrati polnimo ta avtomobilček, ki bo potem vozil na gorivne celice in ta elektrolizer, ki bo nam proizvedel. No, zdaj se lahko predstavljate, tako kot je Andrej prej govoril, da pač ni stalni dotok energije obnovljive, včasih ni vetra, včasih ni sonca, če zdaj predstavljate, da je veter in sonce, lahko uporabljamo vodik in kisik, energijo vodika in kisika kot vir energije, kot vir shranjevanja energije, namesto baterij. Okay. Aha, tukaj na levem se že vidi, če boste dobro pogledali, pri tej cevki, ko pride noter, boste videli takšen mehurček nastaja, Zdaj ne vem, kako se vidi, če ga mogoče malo svetlobe, malo boljše, nastavimo malo svetlobo. No, zdaj bomo proizvajali ta vodik in kisik, mogoče, samo zdaj se tu se pa lepo vidi, Vidite, mogoče, takšen mehurček nastaja, gori počasi nastaja vodik in kisik, to ne bo enkrat nastalo. Mogoče zdaj pustimo tak, pa jaz nadaljujem s predstavitvijo, pa potem še enkrat pokazali. No, ravno kar to delamo, z elektrolizo. No, gorivne celice, tako izgleda ta gorivna celica, tu imamo eno gorivno celico, ta gorivna celica je malo drugačna kot tisti dve delujete na čisti kisik in vodik, ta pa deluje na čisti vodik in na zrak. Se pravi, v zraku veste, da je kisik približno 21% je, in ta kisik, ki je v zraku, izkorišča ta vodikova celica za proizvodnjo elektrike. Se pravi, te bomo dovedli samo vodik, no, tema dvema pa moramo dovesti čisti vodik pa kisik. Ta je gorivna celica, je elektrokemični pretvornik, in proizvaja električno energijo iz kemične energije, goriva in oksidanta. Najpogosteje uporabljamo vodik, kot sem povedal, najpogostejši oksidant pa je kisik, tako kot v tem primeru. No, tako deluje gorivna celica, tukaj imamo dve schemi, iz leve strani, če gledamo zgornjo, dovajamo vodik, kjer se ta vodik se loči, pride na katalizator, ponavadi so ti katalizatorji zelo dragi, zato so gorivne celice drage, ponavadi je to platina in platina povzroči, da loči, veste, da je vodik sestavljen iz protona in elektrona, in loči vodik na proton in elektron potem vodimo po vodniku, po žici, seveda elektron je elektrika, no, ostali proton, ki ostane, pa gre preko protonske membrane proti anodi, na desni strani in se proton, kaj je proton, pač je delec, ki v bistvu tu podobno, kislo okolje je, protonik koncentracija protona, kislost, koncentracija protonov, in po tej protonski membrani gre do kisika, tisti elektron, ki se prej loči od vodika, se potem združi s kisikom, in ko kisik na katalizatorju prejme ta elektron in proton, nastane voda. No, tako deluje ta gorivna celica. Tukaj imamo še eno schemo, tukaj vidimo na anodi imamo vodik, dvoatomni je vodik, in potem na katalizatorju se elektron se vcepi, proton ostane, in ta proton potuje po tej polimerni membrani na kisik, kjer prejme ta elektron
ta proton in zraven še pride kisik in potem elektron, na drugi strani potem pride elektron po žici, ne, in se spoji v vodo. Pravi produkt gorivne celice je voda. Ne. Aja, čas, ne. Ok. Dobro. Tako, zdaj pa še samo hitro povem, kaj so prednosti, ne. Boljši izkoristi so prednosti temu, da so boljši izkoristi te gorivne celice, ne. Ni bibljivih delov, se pravi, dobimo direktno električno energijo, ne tako kot pri konvencionalnih teh termičnih elektrarnah, ne, ker imamo toplotne prenosnike in to, ne. Nizka stopnja hrupa. Kaj pa so slabosti, draga izdelava, smo rekli, ne, življenjska doba je vprašljiva, pridobivanje goriva in potrebujemo drage materiale, ne, kot platino. Okay. Zdaj pa še samo demonstracijo naredim, eksperimentalni del, ne. No, zdaj sem že tu dovolj nabralo vodika in kisika. Ja. Tudi, boš dal, da bo videli. Tam je. Mogoče še tak naredim, ne. No, zdaj se že tukaj vidi, ne, kak so nastali plini in zdaj čas to izklopim. Tako. Ne, zdaj smo shranili to energijo v vodiku in kisiku in če jaz zdaj povežem to na porabnike energije, ne, recimo izklopimo ta solarno celico, ne, in če jo povežem, tukaj imamo en elektromotorček, ne, pa če kar direktno povežem, ne, vidimo, da se zdaj proizvaja električna energija direktno iz gorivne celice, ne, kjer se porablja vodik. Prav vidi se počasi, kako se porablja, ne, in se ta elektromotorček vrti, se pravi, recimo pri avtomobilčku, zdaj smo ga polnili, ne, zdaj pa samo priklopimo na elektromotor, tako, in tako, ne, in to ni dirkalni avtomobilček, ampak samo toliko za demonstracijo, ne. Ta avtomobilček potem ima elektromotor, kjer ga poganja direktno gorivna celica, ne, na vodik in kisik. No, nekaj več časa bi trajalo, ne, da bi se ta avtek napolnil, ker to tudi ni tak velik, ne. Pa če se prižgemo te lučke, ne, evo, tako smo prej, ne, in vidimo, da še lahko tega, ne, da iz te gorivne celice, ne, direktno proizvajamo električno energijo. Približno, če zdaj ni čisto polno, ne, ta posodica, nekje 3 do 5 minut, ta demonstracija, če čisto polno, polno kisiku, ne. No, ker že čas preganja, ključno, ne, čas. Hvala lepa za pozornost. Še mogoče kakšno vprašanje, pa še kaj zanima?